Lepo pozdravljeni na otvoritvi razstave Mesto in otok, poskus rekonstrukcije razvoja srednjeveškega Kopra. Ta razstava je nastala v okviru projekta Koprska pretorska palača, podoba, pomen in namen, ki ga financira Agencija Republike Slovenije za raziskovanje in ki poteka pod okriljem Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. O projektu, o katerem bo nekaj več povedala dr. Novak Klemenčič. Torej, projekt se ukvarja s stavbnim razvojem pretorske palače in njenim urbanim in časovnim kontekstom, nekaj več besed pa potem bo sledilo. Torej, najprej v bistvu predstavim avtorje razstave, ki stojijo tukaj poleg mene. Torej, najprej imamo dr. Renato Novak Klemenčič z oddelka za umetnostno zgodovino, ki je tudi v bistvu koordinirala pripravo celotne razstave in ki je tudi vodja projekta Koprska pretorska palača. Potem imamo dr. Dušana Mlacoviča z oddelka za zgodovino, ki je v bistvu avtor besedila razstave. Potem imamo našega strokovnega sodelavca na projektu Davida Kabalina, arhitekta, ki je pripravil v bistvu grafični prikaz razvoja mesta, ter še jaz, Ana Jenko Kovačič, prav tako z oddelka za zgodovino. Torej, v središče razstave je, kot lahko vidite, postavljen Koper, ki leži na otoku. Poleg velikosti urbanega areala se je v bistvu za spreminjanjem nivoja vodne gladine ter z nasipavanjem in načrtnim širjenjem otoka, predvsem na južni strani, tudi spreminjala sama velikost otoka, kar smo poskušali prikazati na teh schematičnih prikazih. Torej, rasti mesta in rasti otoka lahko sledimo skozi 4 ključne faze, ki so tukaj predstavljene na 5 plakatih. Torej, imamo najprej okoli leta 1000, ki predstavlja čas pred nastankom komune, potem imamo čas okoli leta 1250, ki ga je najbolj zaznamovala torej komuna, potem imamo čas okoli leta 1450 in 1450, ki je zaznamovano z razvojem in rastjo mesta. Za zadnjim plakatom pa pridemo že v zgodnji novi vek, torej v čas, ko je mestni raster Kopra znan iz načrta Giacomo Fina iz leta 1619. Velikost mesta Koper je v vsakem od teh obdobij primerjena tudi z velikostjo drugih središč na vzhodni jadranski obali, kar lahko vidite tukaj na robovih. Torej, imamo Dubrovnik, Zadar, Piran in Trst. Hkrati pa v bistvu primerjamo tudi umeščenost komunalnih in škofijskih kompleksov v mestne rastre. Kot lahko vidite tudi tukaj v spodnjem pasu teče časovni trak, na katerem so v bistvu nanizani nekako najpomembnejši dogodki iz srednjeveške zgodovine Kopra, spremlja pa ga tudi slikovno gradivo, ilustracije ohranjenih spomenikov iz tistih časov, ki pričajo nekako o moči in bogastvu mesta. Pri tem bi seveda mi radi poudarili, da ta razstava Mesto in otok ne predstavlja končnega rezultata našega raziskovalnega dela, temveč je zgolj vmesna postaja, s katero v bistvu želimo odpreti ključna vprašanja o rasti mesta in otoka v tem obdobju. Najprej pa bi sedaj tudi k besedi povabila gospo Vesno Pajič z Mestne občine Koper, da nam nameni nekaj besed. Prosim. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v Kopru. Zelo veseli smo na Mestni občini Koper, da ste se za predmet raziskovanja v bistvu odločili za raziskovanje razvoja mesta, ki je nekako bil v preteklosti morda, tako kot ste že sami verjetno bolj ugotovili, degradiran z vidika raziskovanja. Zagotovo imamo v naši zgodovini še nekaj neodkritih biserčkov in tudi, tako kot je bilo že takrat predavanje dr. Mlacoviča v pretorski palači, zame tako zelo razkrito, oziroma neko razkritje, kjer je šlo seveda zato, ker si nisem predstavljala v bistvu te sorazmernosti oziroma tega razmerja, v kakšen pomen je mesto Koper imelo. Zagotovo, tako kot večkrat poudarjam, lahko gradimo na svoji prihodnosti samo, če dobro poznamo svojo preteklost in se jo zavedamo. Eno prepišno mesto, kakor je Koper, ki je oplajeno z večjimi kulturami, z različnimi nacionalnostmi, z različnimi prihodi, odhodi, spremembami in tako naprej, je pa mogoče še bolje, da se poznamo, še bolje, da poznamo, kako graditi svojo prihodnost in tudi ne nazadnje v času, ko sprejemamo občinski prostorski načrt oziroma ga gradimo, so tudi takšne zgodovinske raziskave in njihov grafičen prikaz
zelo pomemben element, ne samo grajenja mesta, ampak tistega, kar je pravzaprav v osnovi, iz česa mesto sestoji, se pravi naše skupnosti, posameznikov, ki tu bivamo in pa seveda posameznikov, ki sooblikujemo naš prostor. Hvala vam za razstavo. Predvsem se pa veselim še prihajajočih rezultatov vaše raziskave in se veselim tega, kaj bo vaš raziskovalni projekt pravzaprav prinesel. Hvala. Super, najlepša hvala za te besede. Sedaj bi pa k besedi povabila vodjo našega projekta, dr. Renato Novak Klemenčič, da nam malo več pove o samem projektu, v okviru katerega je seveda razstava tudi nastala. Prosim. Dober dan, najprej bi vas vse lepo pozdravila, predvsem predstavnico občine, gospo Vesno Pajič in predstavnike Fakultete za humanistične študije, ki so se odzvali v velikem številu. Zato, da smo danes tukaj, seveda zaslužna mestna občina Koper, ki nam je ponudila ta razstavni prostor. Razstava je nastala v okviru projekta Koprska pretorska palača Podoba, pomen in namen, ki ga financira Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in s tem podpira tudi to razstavo. Poleg avtorjev, ki jih je naštela že Ana Jenko Kovačič, je treba tukaj omeniti še Mateja Klemenčiča, ki je prispeval večino fotografij, in oblikovalko Natašo Vuga iz oblikovalskega studia Arnold Vuga. Projekt poteka v okviru Mednarodnega središča za primerjalne zgodovinske raziskave. To središče sta ustanovila oddelka za umetnostno zgodovino in oddelek za zgodovino na Filozofski fakulteti leta 2016 z namenom združiti vse raziskovalce, ki se ukvarjajo s širjenjem različnih vplivov med severom, jugom, vzhodom in zahodom, se pravi nekje na področju Beneške republike, Svetega rimskega cesarstva in Osmanskega imperija. Osrednja tema projekta je Pretorska palača. Zdaj, ne Pretorska palača, kot jo razumemo danes, se pravi ta stavba, pod katero zdaj stojimo, ampak Pretorska palača v vsej svoji kompleksnosti. Se pravi, Pretorska palača je najverjetneje že v 14. stoletju obsegala cel ta prostor, ki ga obsega danes tako razumljena Pretorska palača, foresterija in ramerija. V njej niso bili samo reprezentativni prostori, ampak tudi številni utilitarni prostori, kot so hlevi, skladišča, zapori, razni bivanjski prostori in tako dalje. Se pravi, raziskujemo nekje celoten Titov trg, se pravi nek širši kontekst te Pretorske palače. Zdaj, kako se sploh lahko lotimo raziskav Pretorske palače? Prva metoda je gotovo umetnostno-zgodovinska slogovna analiza, se pravi s pomočjo samega objekta, lahko posamezne dele tega objekta datiramo v različna časovna obdobja na osnovi nekih slogovnih značilnosti, napisov, grabov in tako dalje. Tukaj imamo zelo bogate najdbe na objektu nekje iz 15. in 16. stoletja, za starejša obdobja so to bifore, ki jih tudi lahko približno vsaj časovno opredelimo. Kaj več podatkov pa žal na ta način ne dobimo. Se pravi, se lotimo lahko druge metode, to je zgodovinska analiza, se pravi analiza arhivskih virov. Zdaj, Pretorska palača je bila nazadnje na osnovi arhivskih virov obravnavana v začetku 20. stoletja. To je zelo razumljivo, zato ker bistveni arhivski viri, se pravi arhivski viri Koprske komune, so bili kar 3/4 stoletja nedostopni in so šele v teh zadnjih letih spet dostopni v Beneškem državnem arhivu. Mi smo zdaj že začeli z raziskovanjem tega gradiva, seveda pa bo to gradivo potrebno raziskovati še ne samo leta, ampak celo desetletja, ker je gradiva kar precej.
Zdaj seveda za najzgodnejša obdobja tudi ni pričakovati arhivskega gradiva, zato se je teh najzgodnejših obdobij treba pa lotiti na čisto drugačen način. Tukaj pa uporabljamo metode urbane zgodovine. Urbana zgodovina je pa veda, ki se je razvila v zadnjih desetletjih in je neka intradisciplinarna metoda, kjer na osnovi rasti mesta, razvoja mesta lahko analiziramo tudi posamezne palače, posamezne stavbe znotraj tega mestnega rastra. Zdaj seveda pri raziskovanju te urbane zgodovine Kopra nismo začeli z ničle, se pravi, že pred nami so bili številni pomembni raziskovalci. Recimo Pietro Kandler je že v 19. stoletju predvidel podoben razvoj mesta, kot ga vidimo na teh naših plakatih. Po vojni je zelo veliko prispeval Stane Bernik, v zadnjih letih pa seveda vsi zgodovinarji, umetnostni zgodovinarji, ki so združeni okrog društva Histrija, tukaj bi predvsem izpostavila profesorja Salvatorja Žitka, Nežo Čebron Lipovec in tako dalje. Zdaj, poleg članov, poleg nas, so člani projektne skupine še Gregor Pobežin kot klasični filolog, zaposlen na ZRC SAZU in tukaj na Fakulteti za humanistične študije, Helena Seražin, umetnostna zgodovinarka, ki se ukvarja z nekoliko mlajšimi obdobji. Mi smo se v glavnem osredotočili na srednji vek, ampak če hočemo razumeti srednji vek, se moramo ukvarjati tudi vsaj še zgodnjim novim vekom. In Mojca Marjana Kovač iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran, ki jo najbrž tukaj v Kopru tudi poznate. Dejavnosti naše projektne skupine lahko zaenkrat spremljate na Facebook strani, je pa v pripravi tudi nova spletna stran. Začetek te nove spletne strani je tale logotip Predpal, ki je nastal pravzaprav prav za to razstavo. Izhodišče so cine Pretrske palače, ki so zdaj preoblikovane v nekaj dva P-ja, kot Pretrska palača. Na Facebook strani lahko najdete tudi povzetke prispevkov simpozija, ki smo ga organizirali oktobra lani in je bil pravzaprav povod za to razstavo. Na tistem mestu smo ugotovili, da Pretrske palače ne bomo mogli razumeti na drugačen način, kot tako, da razumemo razvoj mesta, kajti palača je rasla v skladu z rastjo mesta in v skladu s pomembnostjo funkcij mesta. Zdaj na koncu bi se še zahvalila najprej mestni občini Kopra, ki nas že vse skozi podpira pri raziskavah, nam omogoča dostop do celotne palače in tudi nudi prostore za razne posvete in tako naprej. Zdaj med zahvalami bi omenila tudi vse tiste, ki nam pomagajo pri samem projektu, ne samo pri tej razstavi. Potem je Pokrajinski arhiv Kopra z direktorico Nado Čibej, Pokrajinski muzej Kopra, predvsem kustosinje Brigita Jenko, Maša Sakara, Špela Prunk, Društvo Histrija nam je zdaj ogromno pomagalo, Dejan Kramac, Debora Hrogoznica, Zrinka Mileusnič nam stalno interpretira arheološke najdbe, ker pač tukaj nam kar precej manjka, en arheolog v ekipi bi nam zelo prav prišel. Potem seveda raziskave Salvatorja Žitka, Neže Čebron Lipovec, za dokumentacijo pa skrbi Božo Flajšman v okviru projekta na Filozofski fakulteti. Tako da vsem najlepša hvala in res smo veseli, da smo tukaj z vami. Ker je raziskava zdaj nekje na pol poti, projekt se je začel jeseni leta 2020 in se izteče jeseni 2023 in je to v bistvu nek polčas, vmesna postaja pri našem raziskovanju. Razstava pravzaprav odpira več vprašanj, kot pa daje odgovorov. In res bomo veseli, če bomo lahko z vami predebatirali ta vprašanja, če bomo lahko iskali poti, kako priti tudi do odgovorov. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Novak Klemenčič. Zdaj pa vabim k besedi še dr. Mlacoviča, da bo malo podrobneje vsebinsko predstavil razstavo. Prosim. Hvala lepa. Če bi na večini te časovne premice govorili o Pretorski palači, nas v Kopru na večini te časovne premice sploh ne bi razumeli, o čem govorimo.
Namreč v srednjem veku vse, kar o tem področju vedo in kako to razumejo, je komunalna palača in seveda plateja komunis, javni prostor pred njo. In to, kar prikazujejo ti plakati, bi pravzaprav želel, da ne doživljamo kot neke faze razvoja, pač pa recimo temu 1, 2, 3, 4 in pa zadnji trenutek, ko smo skušali mesto in njegov perimeter ujeti v nekem trenutku, ki je bodisi povezan tesno s koprsko zgodovino kot mestno zgodovino Kopra, kot lokalno zgodovino, ali kot tisti trenutki v urbani zgodovini mest, ki so vplivali na to, kako so se mesta skozi srednji vek razvijala. Koper od tej časovni premici, od približno leta 1000 do 1619, seveda moramo gledati kot na neko zelo dinamično zgodbo. Srednjeveška mesta so strahovito dinamična, to niso neki počasi razvijajoči se organizmi, pač pa so hitro rastoči mesta, za katere ne boste niti mogli vedeti v trenutku, ko se začenja vzpenjati, kaj se bo z njim zgodilo. Recimo tak primer je primer Genove, ki je v 100 letih se povečala za 10-krat in je postalo iz enega majhnega mesteca mesto skoraj 100.000 prebivalci v 100 letih. In nekaj podobnega pa zaprav lahko spremljamo na procesu razvoja srednjeveškega Kopra. Zakaj ravno ti momenti, torej leto 1000, 1250, 1350, 1450, tisto tam vzadaj je še najlažje, 1619 je navadno izhodišče tega, kako razumeti Koper, namreč to je leto nastanka kultnega mestnega načrta, ki ga je naredil inženir Giacomo Fino in ki ga vsi v Kopru poznajo na pamet in detalje. Nam je pravzaprav to, kar vidimo na tem njegovem načrtu in perimeter, kot ga kažemo na tem zadnjem panoju, pravzaprav zaključek te zgodbe. Torej, če grem v leto 1000, leto 1000 je tisti čas, ko se mesta začnejo skokovito v zahodnji Evropi razvijati, navadno iz malih kastrumov in njegovih predmestij. In že Petro Kandler je identificiral prostor na najvišjem delu današnjega otoka kot prostor mogočega kastruma. Mi se s tem pogledom strinjamo. Prepričan sem, da bodo bodoče arheološke raziskave, ki so že upravljene na robu tega območja, pokazali, da ta čas bi možno, da je bil naseljen v obliki kastruma, hkrati pa v Kopru vemo, da v tem času že obstaja nekaj aglomeracijskih točk okrog navadno bivših poznoantičnih vil, ki se začnejo spreminjati svojo funkcijo pravzaprav v srednjeveška gospodarsko zaključena poslopja lokalnega plemstva, torej da so to te neke aglomeracijske točke, ki jih moramo pri razvoju mesta upoštevati. 1250 je v bistvu velik preskok, pa smo želeli ujeti trenutek, ko mesto še ne funkcionira kot komuna, torej ko si meščani med seboj dajo za prisego, da bodo za zaščito svojih skupnih interesov nastopili proti tistim, ki bi te interese ogrožal in ki se začnejo srečevati v obliki komune na marginah tega mestnega prostora, kar je v primeru Kopra, kot kaže na tem prostoru. V Kopru je to dogajanje v 12. stoletju povezano tudi z vzpostavitvijo škofije in episkopalnega kompleksa. No in če primerjamo koprski episkopalni kompleks, to je nekaj, s čimer se kolegica Novak Klemenčič tudi ukvarja, vidimo, da je šlo za ogromni in ambiciozen municipalni projekt in da ta kompleks, dva kompleksa, ki nastaneta na obrobju tega, recimo temu, urbanega prostora v suburbanem prostoru, da imata takšno lokacijo, ki seveda omogoča razvoj na tem otoku dalje v povsem novih gabaritih, na povsem nov način, torej proti mestu, kot ga poznamo danes. Drug trenutek, v katerem smo skušali to mesto ujeti, je okrog leta 1250. Torej, sredina 13. stoletja je čas, ko se v mesta v zahodni Evropi naseljujejo ubožni redovi.
Obožni redovi se naseljujejo na mestne margine, torej na rob mestnega perimetra, ampak vedno in zgolj ob najpomembnejših prometnih poteh so varuhi mesta navznoter in navzven. In v številnih mestih dejansko to tudi pomeni konec urbanega perimetra v tem času. Torej, ti samostani so bodisi zunaj, bodisi znotraj samega mesta, zagotovo pa na njegovem robu. In ta prostor, kjer se danes nahajamo, je seveda zasnovan v 15. stoletju, ima pa bistveno starejšo zgodovino, ki jo ne poznamo, ampak vidimo, da se tako zvana Porta Major oziroma velika mestna četrt, predtem veliko mestno predmestje, širi proti prostoru, kjer obstaja nekdanje veliko pristanišče. No in s to širitvijo, ko smo skušali mesto zajeti zelo konzervativno, torej urban prostor mesta od samostana do samostana in po tistih terasah, ki bi omogočili vzpostavitev razmišljanja o obzidju, ki ni nujno, da se je sploh zgodilo, se je zgodilo nekaj, kar je bilo meni zelo nepričakovano, in sicer prišlo je opozorilo kolega Davida Kabalina, da je že ta perimeter, ki je viden v Kopru kot nekaj skromnega, kot nekaj majhnega, pravzaprav dvakratnik površine Dubrovnika v sredini 13. stoletja. To je tisto, kar nas je pol spodbudilo, da naredimo celotno analizo, primerjavo s Piranom, s Trstom, Dubrovnikom in Zadrom. Kaj se s temi mesti dogaja v tem času, da vidimo, kje v tem kontekstu Koper je. Torej, že tak konzervativen pogled na urbani in suburbani areal Kopra pomeni več kot 7-kratno povečanje mestnega areala od približno leta 1000 in če pogledate primerjavo, edino mesto, ki je večje na vzhodno-jadranski obali v tem času, je Zadar, ki ga v 4. križarski vojni vsi francoski kronisti redno opisujejo kot izjemno veliko mesto, za katerega niso prepričani, če ga bodo uspeli zavzeti. In na tak način je na Zadar v tem času tudi treba gledati. 1350 je trenutek, recimo temu, leto, 2, 3, potem, ko Koper da skozi nekaj, kar dajo skozi vsa mesta v Evropi, črna smrt, ki mestno prebivalstvo znatno zreducira, ko se tudi bogastvo znotraj mesta prerasporedi, ampak kjer mestno središče, kjer že vse to, kar vidimo danes, obstaja in je formirano na tak način, definira, kako se bo mesto razvijalo naprej. Torej, kaj preostane? Sistematična gradnja predmesti in njihova spreminjanja v mestne predele, to, kar poznamo v Kopru kot porte, ki mislim, da so že morale v tem času, ko se komuna vzpne in ko se tudi mesto že razširi v sredini 13. stoletja, že obstajati kot mestni predeli, torej kot, ali recimo temu mestne četrti, čeprav beseda četrt pravzaprav predpostavlja, da gre za 4 dele mesta, zato se izogibam tej besedi. No in 1350 se začne čas, torej ko že vemo, obstaja že tako zvana Porta Nova, ta nov predel mesta. Torej, ko berem dokumente iz leta 1380, je še to zmeraj del, kamor se naseljujejo obrtniki nižjih slojev, še zmeraj je elitni del mesta tule, gospodarstvo je v glavnem in pa mestno prebivalstvo skoncentrirano v tem delu, torej ta del začne rast in začne se širitev mesta najprej do roba tedanjega otoka in se zajame v tisti kompleks tako zvanega notranjega obzidja, ko ga na določenih mestih še poznamo, in se začne širitev naprej, podobno kot v vseh drugih srednjeveških mestih, seveda tja, kamor je najbolj atraktivno, proti morski obali. Na vsezadnje naj vas spomnim, tudi v Dubaju nihče ne rive v puščavo, vsi rinejo v morje in ga nasipavajo. Torej, to je proces, ki se dogaja vedno pri urbanizaciji, torej seveda rineš tja, kjer je atraktivno in ne obratno. No in 1350 torej je ta nek trenutek, ko se najprej tudi ta ogromen Koper upre Benetkam enako kot Zadru, torej mine 2 leti od tega velikega upora, ko mesto že zelo zraste in če ga primerjamo z mesti na Jadranu, ga v tem trenutku Zadar po svojem perimetru še malenkost prehiti,
torej Dubrovnik torej tudi povečan Dubrovnik je za tretjino manjši od Kopra, Piran, Koper, torej 18 hektarjev proti 4 hektarjem, tudi Trst v tem času, Koper še dohaja in stvari se začnejo v poznem srednjem veku, kar je prikazano na tej strani, torej ko se začne mesto kot, bom rekel, osrednje mesto beneške oblasti v Istri širiti proti jugu, ko se opuščajo te površine kot pristaniške površine, ko se življenje pristanišča preseli sem, začenja dobivati te konture in pa začenja dodatno rast. Torej, gledajte, smo že na 20 hektarjih, Zadar 23, Dubrovnik, Trst zaostajata. No in tak razvoj se nadaljuje v zgodnji novi vek, ko pa pride Koper do 33 hektarjev in v tem trenutku postane pravzaprav po perimetru, govorim, največje mesto na vzhodno-jadranski obali, kar nas je presenetilo, ko smo računali velikosti perimetra. Ko berem dokumente, torej zdaj sistematično prebiram to, kar se dogaja v 80-ih letih 14. stoletja, me tak razvoj niti približno ne preseneča. Preseneča me pa tisto, kar v teh dokumentih berem. Jaz namreč vsak dan zajemam sapo nad tem, kaj pravzaprav ne vemo, kakšno mesto smo spustili iz rok, ko govorimo o srednjeveškem mestu, ko gre za raziskave. Po magnitudi, po načinu funkcioniranja, po ekonomski moči je dejansko primerljiv z Zadrom in z Dubrovnikom, po načinu funkcioniranja se pa od njiju in uradovanja tako zelo razlikuje, da kar strmim in se pravzaprav učim na novo neke urbane zgodovine, nekega mesta, ki mi funkcionira kot meni neznano mesto, namreč Piran funkcionira podobno kot vsa druga majhna mesta v dalmatinski obali. Ko pa pridete do velikih mest, ima pa vsako samo svoje funkcioniranje. Vam dam zgolj za primer to, kar imam trenutno na mizi, torej v letu 1381, 82, 83 je doba po genoveškem napadu, ki se je zgodil leta 1380, 1. julija, in ko Genovežani to mesto tudi zasedejo. Takrat, seveda, naj vas spomnim, zgodovinarji 19. stoletja in pa začetka 20. stoletja govorijo o požganem Kopru, o ničenem Kopru, o Kopru, ki je takrat moral vznikniti iz pepela. Ampak, če damo te fraze v stran in če pogledamo, kaj se dejansko dogaja, pa zaprav vidimo, da so posledice napada, ki se je zgodil z morja, seveda v tistem predelu okrog Zubenage, jasno vidni. Ampak hkrati tudi vidimo, da leta 1381 ta sklop palače funkcionira nedotaknjen v vseh svojih funkcijah, kar pomeni, da ni zgorel. Zgoreli pa so dokumenti, namreč kar nekdo, ki napade tako mesto, če ga želi osvojiti, mora narediti, je seveda ponižati mesto na tak način, da naredi nekaj z mestnim zaščitnikom, kar se zgodi s Svetim Nazarjem, in pa drugo, treba je uničiti mestno memorijo, z drugimi besedami, iz kancelarije pobrati dokumente in jih nekje zažgati. In to se je zgodilo, namreč 81, 82, 83, čemu zdaj pričam je, gledajte, obnova baz podatkov, bi danes rekli. Torej, imamo proces, ko morajo koprske vdove prihajati pred koprskega podestaja in kancelarija, zato z dvema pričama, da skupaj s tema dvema pričama obnovijo tekst njihovih dotalnih pogodb, ki so nastajale v 60. in 70. letih 14. stoletja. Te ženske, gospe torej v zrelih letih, so mogoče že drugič bile poročene, imajo najmanj iz 2 zakonov otroke ali so brez otrok in seveda porazdelitev njihovih dobrin je pomembno vprašanje za funkcioniranje skupnosti, podobno kot v primeru testamentov. Torej, testamenti in dote morajo biti znani v nulo, edini način je, da jih na tak način ponovno rekreiramo. No in ko pride do te izpovedi, če se sklada z izpovedmi prič, se sestavi nov dokument, ki ima vrednost originala, sestavljenega v 60. in 70. letih in se začne obnavljati na tak način baza podatkov, predvsem z nepremičninami.
Ko berem kupoprodajne pogodbe, nisem naletel na noben požgan objekt, naletel sem na eno polovično požganino v Porti Novi od enega kovača. Tu vse štima, ljudje so pri denarju, torej nič se ni zgodilo takega, da bi karkoli travmatičnega se tu dogajalo v 80-ih letih. Še da zaključim z eno notico, ki pa osupne moje kolege v Dalmaciji. Nekaj desetletij zatem poteka pred koprskim podestajem proces, v katerem sin nekega beneškega plemiča, ki je hkrati sin neke koprske plenkine iz rodbine Verci, je moral pa predstaviti njeno dotalno pogodbo. Njena dotalna pogodba, reci in piši, ko damo vse skupaj na papir, znaša približno 10.000 dukatov, kar je vsoto, na katero bi tudi v Dubrovniku ostrmeli. Poleg 1500 dukatov gotovine, kolikor je bilo dovoljeno po beneških zakonih, sodi v ta fond še 7000 dukatov naloženih v beneško kamero in prestitorum, torej javno posojilnico, v beneški javni dolg, palača v Kopru, solni magazini v Kopru in pa 40 kabedinov solin v okolici izliva reke Rižane. Torej, nič takega, kar ne bi v Benetkah bilo sprejeto kot beneškemu mladeniču primerna dota. Torej, to je Koper, s katerim se ukvarjamo in to je Koper, ki ga skušamo tudi v tej obliki razvoja urbanega prostora, ki, naj še enkrat poudarim, smo jo zastavili zelo konzervativno, ne napihnjeno, ravno obratno, konzervativno, pokaže, da ima Koper presunljivo velik urbani areal za srednjeveška mesta, torej s tem, da se konča z največjim urbanim arealom na vzhodnem Jadranu v zgodnjem novem veku. To je poanta tega, kar smo želeli s to razstavo prikazati. Hvala lepa.